Kva je loser, ne znaš pisati pesmi. Bog, španka tukaj, že spet. A gre vam tudi na živce, ko vas ljudje podcenjujejo? Sploh, če ste začetnik? Welcome to the club. To je zelo pogost pojav naše zakompleksene družbe. Tudi sama sem to doživela, sploh takrat, ko sem si prvič upala povedati, da mi je glasba zelo všeč in da si želim še kaj več z tega narediti. In nisem edina, ki je opazila, da se nekateri ljudje z glasbenega področja zelo radi nosijo. Ne vem, zakaj je to tako, mogoče ker se bojijo konkurence ali pa ker se počutijo, da so več vredni kot mi, ki smo šele začeli stopati po tej poti. Ne vem, dolgo cajta me je bilo v bistvu ful sram povedati, da imam rada glasbo in še danes me je sram, zato ker znam lepo peti. Folk ti ne rabi povedati direkt v faco, da si manj vreden od njih. To lahko naredijo tako, da te čudno pogledajo ali pa da nastane tista čudna tišina med pogovorom. Tako neko nelagodje med tabo in med tistim sogovornikom. Jaz pravim čim prej stran od takih toksičnih ljudi, ampak okej, vsak od tele ima svoje vesele, moje vesele je takšno, da rada pomagam ljudem, če me kaj vprašajo ali pa če kaj ne znajo, ali pa ne vem, dam ti vse kačešlje, vse zapiske, sam da boš znal. Pa mogoče bova še kdaj sodelovala skupaj ali pa tudi ne, pač kakorkoli. Kakor pa da bi vsak sam za svojo ploščato rad skrbel, ker meni gre to ful na živce. Pa še nekaj, ne? Premnogokrat se lahko sami vse naučimo s samoukom. Lahko naredite še ne vem kakšne šole, ampak če tista želja ni v vas, tisti manjkajoči delček, ki vam nobena šola ne more dati, če tistega ni v vas, potem boste zelo težko prišli na cilj. Jaz nisem hodila na nobeno glasbeno šolo, sem totalni amater. V bistvu, enkrat sem hodila 1 leto na violino, ampak meni to ful ne sede, da bi mene nekdo mogel gledati in imeti pod nadzorom, kaj jaz delam, kako špilam in mene je ful sram res. Vdrla bi se v zemljo, rajši sem sama. 8 let že nisem pela v nobenem pevskem zboru zaradi tega in se skušam potem skozi svoje ustvarjanje nekako izraziti. Tale video v bistvu ne bo preveč kratki, zato ker ne bom govorila o tem, kako napisati hit v 5 minutah, ker verjetno še noben hit ni nastal v 5 minutah. Povedala vam bom, kako se jaz lotim pisanja pesmi, zdaj pa pač vi sami ocenite, ali vam to kaj pride prav ali ne. V glavnem, smo pripravljeni? 3, 4. Prvič. Prvo se vprašajte, zakaj pišete? Zakaj bi pisali pesmi? S kakšnim namenom? Če boste pisali pesmi za brez veze, ne boste nikamor prišli. Recimo, moj razlog. Jaz ne pišem pesmi zato, ker bi hotela, ampak zato, ker moram. Ker imam preveč čustev, preveč strasti vse, pisanje mi je neko zdravilo, samopomoč v težkih momentih. Zgodilo se je čisto slučajno, niti nisem razmišljala o tem nikoli. In potem mi pisanje daje občutek, da imam recimo nad kakšnimi situacijami nadzor in da lahko spremenim nekaj slabega v nekaj dobrega. Zato ker za mene je glasba in pisanje pesmi ljubezen. Pol na koncu pa itak ne, sem vesela, da sem končala neko pesem, da sem lahko začela, končala, naredila nekaj dobrega in pol pridejo na koncu še tiste male zmagice, ko recimo kakšen tvoj kolega pol prebere tisto pesem in reče, wow, to je pa res dobro napisano. Drugič,
jaz rabim kar nekaj cajta, preden pridem v to stanje, da lahko ustvarjam z glasbo. Če recimo cel teden oblikujem neke grafične stvari, potem moram zamenjati mindset, da pridem noter nazaj v glasbeno stanje. To naredim tako, da če imam šanso, odklopim tisto oblikovanje, če imam šanso, in potem začnem poslušati dobre beate, dobro muziko, nekaj, kar me inspirira, tutoriale, si začnem zmišljevati neka besedila, zraven pojem ali nekaj. Zdaj je odvisno, ne? Da pridem v to stanje, včasih traja lahko par ur, lahko traja par dni, lahko traja par mesecev, lahko traja tudi celo leto. Odvisno od feelinga, zdaj pač važno je, da se nazaj vrneš v tisto stanje, če želiš še potem razvijati te stvari, ne da je to samo eno omejeno, enkratno stanje, v katerega se nikoli več ne boš vrnil. Tukaj je pa tudi treba malo vztrajati. Vztrajnosti vam ne morem dati, to se morate sami naučiti. Zdaj čisto odvisno, ne? Včasih imam čisto dosti inspiracije, da lahko začnem pisati, spet včasih pa recimo se mi nič ne da delati in takrat recimo ne čakam na tisti pravi trenutek, da bo prišel za pisanje, ampak si ga skušam sama ustvariti s tem, ko pač gledam kakšne tutoriale in podobno. Inspiracija. Zdaj jaz črpam inspiracijo iz svojega življenja. Jaz sem že po naravi malo bolj umetnik in to za mene sploh ni problem, ker jaz imam dosti veliko domišljijo. Včasih mi pri pisanju pomaga, če se iz resnih stvari zajebavam. Mogoče sem malo otročja, pridejo včasih tudi kakšne blokade, ko nič ne moreš napisati in enostavno, kaj naredim takrat? V bistvu nič. Začnem delati kakšne druge stvari, ker očitno se mi še ni zgodilo dosti stvari, o katerih bi lahko pisala pesem v tistem momentu, zato si pač ustvarim neke nove stvari, ne vem, čisto odvisno. Ne pišem pesmi na komando, ampak pišem po navdihu, po občutku in tako naprej. Ko začnem pisati, moram imeti totalni mir. Nobenega moža okoli, nobenih otrok, nobenega psa, vsi stran od mene, se zaprem v svojo sobo za par dni ali pa za par ur in napišem pesem. Najraje pišem recimo na računalnik, zato ker tam lahko copy-pastaš. Če pišeš na papir, ne moreš glih copy-pastati. Recimo moj kolega pa zelo rad piše s pisalom na papir, na klasičen način, ker ga to inspirira, ker ima papir nek tist občutek svojevrsten, ki šelesti pod prsti in je to za njega romantično in navdihujoče. In pol ima v svoji sobi en kup papirjev, ki se z njih ne znajde. Vsak po svoje, v glavnem, jaz sem romantična na en drugačen način. Spizdi stran! Med pisanjem. Kaj se dogaja med pisanjem? Izlijem vsa čustva. Na začetku se ne obremenjujem z nobenimi rimami, z nobenim ritmom. Naredim si neke okvirje, da kaj ne pozabim, mogoče mi bo pol kaj prav prišla. Ne se toliko obremenjevati mogoče s slovnico. Če vas bo tršica tepla, jo dajte nazaj. Moje pesmi v bistvu sploh niso toliko slovnične nekatere in ne foter, še zmer ne berem knjig in jih tudi ne bom in to ni sramota. Ampak če hočete brati knjige, jih pač dejte, ker mogoče vam bojo dale malo več besednega zaklada. Meni se sicer ne zdi, da bi mi ga primanjkovalo. Če vam pomaga, si lahko ob strani napišete rime, ki se jih spomnite, naredite en brainstorming. Ne vem, mama, salama, pok, jok, šok, ostal sem brez nog. No, in ko napišete te rime nekam ob strani, vse, kar se spomnite, se potem lahko tudi vrnete nazaj, če v določenem momentu ne najdete prave rime ali pa prave besede, ki bi vam takrat prišla prav. Zdaj, ne rabi se čisto vse rimati, ker je pa že skoraj malo dolgcajtno za moje pojme. Lahko sam naredite tako, kakor da se rima, ampak v resnici se pa ne. Recimo, šok, ostal sem brez nog.
To se v bistvu ne rima. Izgovori se podobno. Rimalo bi se, če bi napisala šok, ostal sem brez rok. Ok. Ne vas ne bo sram iti na internet po kakšno rimo iskat, če je trenutno ne najdete iz glave. To bo prišlo s časom, z vajo. Sploh na začetku, ne vem, mogoče imate kakšne blokade, kdaj sploh prvič, ko se lotite pisanja. Pa še nekaj zelo pomembnega. Da ne bi slučajno čez celo pesem rimali ene in iste besede, ker je tok amatersko. Mogoče sem malo tečna, ampak prebrala sem že ene par pesmi od kolegov in my eyes. Ja. S tem, ko rimate ene in iste besede, pokažete, da nimate domišljije. Budilka. Tablete. Še nekaj. Moje osebno mnenje. Če sam jokcate v pesmih, pa se pritožujete, s tem pokažete, kakšen odnos imate. Pokažete, koliko ste obupani, koliko ste nesrečni, bla bla bla. Besede so zelo močno orožje, tako da merkite, pazite, kaj sporočate. V bistvu to bi si tudi jaz lahko napisala, zato ker imam zelo kontroverzne pesmi. Sam najverjetno se ne bom ustavila, pač. To sem jaz, pač. Jaz sem kontroverzna, jebi ga. Če pišete besedilo za nek komad, morate loviti ritem, je tako. Recimo, če imate 4/4 takt, gre tako. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. In pol, recimo, dodate noter neke zloge. Ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta-ta. Pa dodate še besedilo. Recimo. Zabijem se z biciklom, zasliši se pok, pa šok, ostal sem brez nog. To je to. Vsa umetnost. Zdaj jaz imam dva načina pisanja pesmi. En način je, da prvo slišim neko glasbeno podlago, pa pol napišem pesem. Drug način je pa, da napišem pesem brez glasbene podlage, pa šele na to naredim tisto glasbeno podlago. Prednosti, slabosti, v bistvu prednosti, ker vsakem bom rajši rekla tako. Tlele, ko prvo slišim glasbeno podlago, je fora v tem, pri meni osebno, da naredim bolj takšno melodično besedilo, ki je recimo bolj za zapet. Tukaj, če pa delam brez neke glasbene podlage, da samo napišem pesem na papir ali pa na komp, pa zmer nekako mi pride ven nek rap komad, pač zmeri nek bolj recital v bistvu. Ne vem, kako je to možno, jaz rapa sploh ne poslušam. Ok, realnost in končni produkt. Zdaj, vaše prve pesmi bojo verjetno za en drag. Ne se ustrašiti, guraj dalje. Z vajo boste hitreje prišli do boljših rim, boljših besednih zvez, sestavljali boljše pesmi. Za moje pojme je dobra pesem tista, ki ima nek pomen, ki se mogoče nekoga dotakne, ko se mogoče nekdo noter najde, vzbudi bilo kakšna občutja ob tem, nekaj, da te prevzame. Pesem je lahko humoristična, lahko je resna. Ljudje imamo radi humor, radi se smejimo. Meni je najlepše, recimo, ko kakšnemu kolegu pokažem svoj komad, pa reče, wow, to je pa dober, to si pa res dobro napisala. To je za mene že dovolj dobra potrditev. Ne samo, da je meni všeč, ampak da je tudi mogoče kakšnemu mojemu prijatelju všeč, da vidim, če približno grem v pravo smer. Ampak ne preveč ostalih ljudi poslušati, ker zna se zgoditi, da nimajo zmeri prav. Poslušajte tudi sebe. Znači, to je to. Z vami sem bila Španka, profesionalni amater. Upam, da vam je bil ta video ok. Sorry, ker nisem zabavna, pač. Me se sploh ne da biti zabavna, če ti po pravici povem. Lajkite, subscribite
zato ker je obvezno. Hvala. Čau!